Da vidimo, ali bo to izenačenje, ali bo to zmaga, ja? Tale je tesno. A pa so podaljški? Katera je Lukova najljubša serija? Too Hot to Handle, Game of Thrones ali pa Casa de Papel? Jaz mislim, da je tle odgovor C, Casa de Papel. Ja, na prvo vprašanje sem odgovoril z odgovorom C, Casa de Papel, mislim, da sem zadev. Misliš? Si zih? Ja, nisem ziher zdaj. Evo, zadev. Dobro. Drugo vprašanje, kje je Luka rojen? Brežice, Krško ali pa Novo mesto? Ja. Joj. Mislim, da jih bom poslušal še za tole. Jaz mislim, da je Luka rojen... Dajmo reči Krškem. Evo, drugo vprašanje sem odgovoril B, rojen si v Krškem. Bil bi zelo vesel, če bi bil tam rojen. Ampak nažalost ni porodnišnice tam. Evo pa Brežice. Brežice. Zdaj se bom zapolnil, ja, vidiš. Sem vedel, da je bila rizična tale. Proti komu je Luka dosegel prvi gol v članski konkurenci? Gorici, Ankaranu ali Rudar Velenju? Jaz mislim, da je tukaj odgovor C, Rudar Velenje. Tretje vprašanje je bilo tudi malo rizično. Nisem čisto ziher, ampak mislim, da si dal prvi gol za člane proti Rudar Velenju. Svet napak. Res. Tako, 4. minuta Gorica. Katerega leta je Luka prišel v Celje? 2017, 2018 ali 2019? Če sem jaz tu leto pa pol, se pravi 2019, on je bil tukaj, ja, ali je pa B, zdaj pa, da se probam spomniti, se pravi, 16, on je bil 17, 2018. Četrto vprašanje je bilo, kdaj si prišel v Celje? Jaz mislim, da je bilo 2018. To bi, kdaj sem ga zapustil v Milano, ne? Evo, pravilno. Vsaj nekaj imamo. Dobro je. Peto vprašanje, brez česa Luka ne preživi dneva? Netflix, kava ali videoigrice? Jaz mislim, da je to najlažje vprašanje za na konc in bo kava. Evo, zadnje vprašanje pa mislim, da je bilo najlažje, glede na to, da Luko kar nekaj časa poznam. Jaz mislim, da karkoli drugega, če bo odgovor, da se je on zlagal. In mislim, da brez kave ne more. Jaz pa mislim, da tole mu ni bilo težko, ker je zmer znano, tako da evo ga. Pravilno. 3 od 5. 3 od 5, solidno, le. Pozitivno je. Se pravi, prvo vprašanje, kakšne barve je Majeva zobna ščetka? A črna, B rdeča, C rumena. Se pravi, jaz zelo ne vem, zakaj imam zeleno v mislih. Ampak ali je rdeča ali pa rumena. Jaz bom dal B rdeča. Pravi, na prvo vprašanje, kakšne barve je tvoja zobna ščetka, sem odgovoril rdeča. Pa vsak dan jo gleda, ne? Napak. Rumena. Jaz ne vem, če iste barve vidim ali ne. To je lahko mejno, ne. Drugo vprašanje, kdo je Majev vzornik? A Scholes, B Zidane, C Iniesta. To sem ga zabaval že ponavadi, ker nisem nikoli vedel, če je Xavi, Messi ali Iniesta. Tako da zdaj mi je malo lajše delati, tako da je C Iniesta. Se pravi, drugo vprašanje, kdo je Majev vzornik, tole ni bilo težko. Zato, ker smo se po mojem že pogovarjali doskrat, sem ti omenil Xavi, Messi, Iniesta, nisem vedel.
Ampak si mi malo lajše delati, kot da je Iniesta, co? Tle se moram strinjati, je res, ima prav, so pa vsi trije vrhunski. Ampak bravo. Katera je Majeva najljubša pesem skupine, kaj je to, Måneskin? A. Begin, B. Kaj je to, Torna a casa, C. Zitje Boni. Ta je dobra. Zitje Boni, Måneskin. Nisem ziher, če so to te, ki so zmagali v Euroviziji ali ne. Ne spremljam tega res. Po mojem je C, Zitje Boni. Recimo, ajde. C. Katera je Majeva najljubša pesem skupine Måneskin? Zdaj jaz sem ugotavljal, če so sploh to te, ki so zmagali v Euroviziji ali ne. Ne gledam toliko tega. Tako da sem na pamet povedal Zitje Boni. Ja, ni res. To je bilo malo težje vprašanje, zato ker poslušam res vse njihove pesmi, ampak trenutno se ta najbolj vrti, Torna a casa. Vsaj pri meni, no. Blizu. To je problem, ker ima naslušalka skozi. Kateri je Majev najljubši slovenski filmski igralec? Bojan Emeršič, A. B. Jurij Zrnec, C. Domen Valič. Tole je lahko vprašanje. B. Jurij Zrnec, se pravi, ja, šef smo gledali skozi skupaj, tako da mislim, da tole ni težko. Na četrto vprašanje, kateri je Majev najljubši slovenski filmski igralec, spet ni bilo težko kot tisti nogometni igralec, ki smo se zadnji čas skozi pogovarjali, sem na tem ja šefu, tako da dam zadnji odgovor Jurij Zrnec. Imaš prav, res je Jurij Zrnec. Mislim, da je alfa in omega slovenskega filma. Bravo. In komedije. Komedije, res. Da vidimo, ali bo to izenačenje, ali bo to zmaga, ja? Tale je tesno. A pa so podaljški? Peta, kam je Maj prvič potoval z letalom? A. London, B. Pariz, C. Barcelona. Pentiš. V Parizu mislim, da sploh še ni bil. Mislim, da ne. Tako da London ali pa Barcelona. A polovičke so. Barcelona, pa rečemo, kad navija za Barcelono, C Barcelona, ajde, nisem ziher, recimo. Peto vprašanje, kam je Maj prvič potoval z letalom? Zdaj v Parizu vem, da nisi bil, upam, se nisem zmotil, pa sem pa zahteval polovičko med Barcelono pa Londonom, pa nisem dobil polovičke. Tako da sem dal za Barcelono, kad navija za Barcelono. Zdaj ne vem, če je to pravo ali ne. Tako. Priznam, je bilo težko vprašanje, ker sem vedel, da bo tesno, ampak sem šel na zmago. Z mamo sem prvič potoval v London, sicer si bilo dolg časa nazaj, ampak jaz mislim, da sem zmagal. Jaz ne vem, kak si to navijaš v Barcelone, tako da Ja. to kot tem. Res, res. Ja, nič, čestitam za zmago, kosilo smo dolžni vsem, tako da. Hvala, Jezus, ko jaz. Hvala vsem.